Preden v bistvu začnem, mogoče eno osnovno vprašanje ali pa en motiv, zakaj sem jaz danes tukaj. Če rečem, da bom imela eno malo daljšo predstavitev, pa bi vam rada predstavila kar nekaj informacij, pa mogoče se vam bo kaj usedlo v spomin, boste odnesli s seboj podrobnosti. Načeloma bi pa želela sporočiti to, kar je tukaj zapisano na tejle strani, da ima vsak okvirni program svoja pravila. Kaj želim s tem povedati? Nekateri mogoče poznate Erasmus, nekateri že Obzorje 2020, zdaj smo v času programa Obzorja Evropa, pravila so nekoliko različna. Ni neka strašna revolucija, je nadaljevanje, pa vendar je to dobro vedeti. Če vemo, da se je program Obzorja 2020 formalno končal decembra 2020, to ne pomeni, da ni več financiranja iz tega programa. To se pravi, projekti še vedno tečejo v tem času, hkrati pa že vidite, da je program Obzorja Evropa nastopil. Tako da mi smo trenutno v tejle fazi, v tem časovnem obdobju, tako da ko se boste prijavljali, ko boste povabljeni k projektom, ko boste razmišljali, je dobro vedeti, kam ste povabljeni oziroma za kater projekt oziroma za kater program gre. Toliko za en krajši uvod, za en krajši v bistvu en boost, kaj v bistvu je glavno sporočilo, zdaj gremo pa na podrobnosti. Predstavitev sem si razdelila na 5 delov in sicer poskušamo najti odgovore na vprašanja. Kaj je v bistvu program Obzorja Evropa? Naslednja stvar je, kako se v bistvu lahko vključite tisti, ki pač poznate ali pa ne poznate. Kje so konkretno objavljeni razpisi, kje dobite informacije in pa zakaj je to za vas lahko zanimivo in kdo vam na vaši tej karierni poti lahko pomaga. Tako da jaz upam, da skozi svojo predstavitev bom te odgovore oziroma pojasnila lahko ustrezno nanizala. Seveda pa, če bodo vprašanja, pa izvolite prosim kar z besedo na dan. To se pravi, osnovno vprašanje, kaj je program Obzorja Evropa. To je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije. In mogoče eno tako vprašanje, zdaj tudi tisti doma lahko razmišljate, kater po vrsti je ta program, ker to ni od včeraj. Pa če razmišljamo, številka se giba med 5 pa 10. Pa če bi mogla nekoga vprašati, kaj mislite, kjer je po vrsti, ena številka, ideja, 5, 10, se nagibamo v višji številki, nižji. 9, bravo, hvala lepa. To je 9. program po vrsti, super, odlično. Mogoče kot zanimivost, FP7, se pravi Framework Program 7, je bil zadnji program, ki je imel še številčno oznako, 8. je bil Obzorje 2020 in 9. je Obzorje Evropa. Trajal bo med leti 2021 in 2027 in pa celotna vrednost je ta magična, teh 95,5 milijard za celotni program. Zdaj novost ali pa ta informacija, ki jo lahko z vami podelim, je, da so bili sprejeti delovni programi. Tukaj imam en primer tega programa za obdobje 2023-2024. To se pravi, če je celoten program 7-letni, smo imeli najprej leta 2021-2022, zdaj smo sprejeli 2023-2024 in počasi se že pripravlja za zadnji del, to se pravi za obdobje 2025-2027. Kje najdemo te informacije, ki izhajajo iz tukaj ven, pa potem malce kasneje v nadaljevanju. Kaj je vizija Obzorja Evropa? Kot lahko vidite, trajnostna, pravična, uspešna prihodnost za ljudi in planet na podlagi evropskih vrednot. Želimo si boja proti podnebnim spremembam, prispevek k doseganju ciljev trajnostnega razvoja in pa spodbujanje konkurenčnosti Unije. To si želi celoten program, ki pa to dosega skozi svojo strukturo, tako imenovane stebre. Mogoče ste to nekateri že videli, se s to strukturo že srečali. Gre za to, da so te vsebine, ki so umeščene v ta program, nekako razdeljene po stebrih in ta prvi steber je steber odlične znanosti, potem ta drugi steber imenovan globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost in pa tretji steber inovativna Evropa. Tukaj so nanizane neke vsebine, potem pa so še prečne vsebine, ki presegajo te stebre in so v bistvu prepletene skozi celoten program. Zdaj,
Ta ista slika, mogoče ste nekateri videli to sliko na ta način zrisano oziroma ste se z njo srečali. Jaz v podrobno razdelitev, koliko sredstev gre za kateri del programa, nisem šla, dam pa samo za primer. Recimo ta drugi steber, ki ima to neko novost, imenovane klastre, to so tako imenovani grozdi, imajo v bistvu za vsako od teh področji, kot lahko vidite, namenjena določena sredstva. In zdaj spet nekdo, ki posluša to predstavitev, si misli, pa dobro, pa zakaj rabim jaz to vedeti? Ravno zaradi tega, da približno veste, kam se umeščate s tistimi vsebinami, ki jih vi raziskujete, ki bi bile vam mogoče interesantne, da znate potem poiskati. Ponovno, o tem, kako boste poiskali, pa kje še malce kasneje, bolj za ta nek mind thought, da se razmišlja, kje smo. In zdaj še ena informacija, pa to bom še večkrat ponovila, za vsako od teh področji, to se pravi za vsak ta bullet point, za vsak ta belo področje, obstaja ena nacionalna kontaktna točka. Ta nacionalna kontaktna točka vam lahko pri vašem delu zelo pomaga, vam poda določene informacije, vas pelje skozi nek proces. Tako da je v bistvu dobro vedeti, da niste na tej poti čisto sami, ampak so ljudje, ki vam te informacije lahko podelijo oziroma odgovorijo na tiste vprašanja, ki se vam, recimo v primeru, da bi začeli pisati nek projektni predlog, porajajo. Zdaj, pri vsaki stvari, seveda se vemo, kako je, stvari niso tako enostavne, kot se zdi na prvi pogled. Ta struktura, ki jo vidite, ki sem jo pokazala v bistvu prej, ki je bila relativno enostavna, ima neke svoje podstate, ima neke svoje še dodatne zakonitosti, omejitve ali posebnosti. Če vemo, da v prvem stebru, kjer smo rekli, da je odlična znanost, mogoče bolj poznate Marie Curie skladovska akcije ali pa ERC grante, imajo neke posebnosti, posebna pravila, ki jih je treba poznati in upoštevati v primeru, če bi se odločili pristopiti k takemu projektnemu predlogu. In kot sem rekla, je takrat dobro pokontaktirati nacionalno kontaktno točko, da vam pri tem pomaga. Nimamo pa nacionalnih kontaktnih točk samo v Sloveniji, ampak so v vseh državah članicah oziroma tudi širše. In zdaj mogoče vprašanje, ker že ravno živite v tujini, kaj je boljše, kontaktirati nacionalno kontaktno točko mogoče v državi, kjer živite ali doma. V bistvu je neodvisno od tega. Mi v bistvu vam lahko pomagamo tistim, ki želijo v domačem jeziku in pa pomagamo pojasniti sistem oziroma pravila, ki veljajo v nacionalni državi v kontekstu spoštovanja pravil, ki jih določa Obzorje Evropa. Tako da, če delate v neki drugi državi oziroma bi tam rabili, lahko se tam obrnete, če kombinirate Slovenijo spet na nas. Skratka, v nobenem primeru ni nič narobe, če dobite informacije na več koncih, boljš, da imate več, da se pravilno informirate, kot pa recimo se dogaja, začne se pisati nek projektni predlog, potem pa v bistvu, ko smo že proti koncu, se pa odkrivajo neka vprašanja, ki bi jih bilo mogoče dobro rešiti na začetku. Če nadaljujem, novost, ki jo uvaja Obzorje Evropa, so tako imenovana partnerstva. V bistvu smo imeli ne druge asociacije, povezave in načine tudi v Obzorju Evropa. Bistveno bolj pomembno je, da veste, da to obstaja, da to vidimo v stebrih 2 in 3. Stebr 3 je, recimo temu, bolj industrijski. Namenjen je tako imenovanim višjim TRL-jem. Tisti, ki ste z tega področja, boste vedeli, o čem govorim. In v bistvu ti razpisi so spet zelo specifični, zelo posebni. V tem primeru ponovno nekako pravim, dajte kontaktirati, sigurno bo uspešnost, ne da bo večja, ampak boste tudi vi vedeli pri projektnem predlogu, kako pa v katero smer iti, če boste v bistvu v navezi ali pa boste imeli ustrezne informacije. Najpogostejši tip projektov, ki ga pa lahko vidimo, da se skozi cel projekt pojavlja, so pa tako imenovani RIA, IA in CSA tipi projektov, se pravi Research and Innovation Action pa Common Support Action. Zdaj z vidika nekoga, ki bi se želel vključiti, je tukaj vprašanje, koliko denarja pa jaz dobim, oziroma koliko je stopna financiranja. Odgovor je v vseh primerih 100%, samo v primeru Innovation Action, kadar entiteta je profit making, takrat je povračilo 70%. Se pravi, je odvisno, v kateri instituciji delujete, tako stopno dobite, ampak načeloma, bom rekla, je 100%, če bi pa pisali projektni predlog, se pa lahko seveda slišimo, pa to še enkrat potem preverimo.
Tako da to je v bistvu, bom rekla, če je bila osnovna plast, ne tista spodnja modra, je to ena vrhna plast, ki pride čez. In zdaj, stopne financiranja sem povedala, ne ponovimo, se pravi 100% v primeru, tako kot smo rekli, za innovation action, za profit making pa je to 70%. Zdaj partnerstva sem že omenila in mogoče nekateri poznate tole strukturo, ki jo navajam tukaj na obzorju 2020. Zelo pogosto ali pa dostkrat so bili naši kolegi vključeni v tako imenovane ERA-nete, recimo, ERA-net co-fund. In te oblike niso zamrle ali pa kar prenehale, temveč je v bistvu se to prelilo v sofinancirana partnerstva, kot lahko tukaj vidite, potem institucionalizirana partnerstva in soprogramirana partnerstva. Zakaj spet to razlagam? Zato, ker v primeru, če bi bili mogoče povabljeni, je dobro vedeti, kaj to odzadaj pomeni, na podlagi česa so se sklenila, kaj se pričakuje od vas, če bi sodelovali oziroma če bi institucija sodelovala. Tako da predstavitev, če boste rabili, želeli, boste lahko vzeli s seboj, če boste rabili dodatne informacije, smo tukaj ponovno za vas na razpolago. Jaz tukaj v podrobnosti ne bi šla, bolj gre za to, da se s to informacijo seznanimo. Novost, ki jo je prinesel program Obzorje Evropa, so tudi tako imenovane misije. Misije so tukaj navedene in tlele je pojasnjena teoretični vidik tega, kaj misija je. In zdaj, jaz moram iskreno povedati, jaz si čisto dobro nisem predstavljala, kaj so te misije. Mislim, sliši se super, ne bomo se borili proti raku, bomo to, ampak če bi se spravila v vlogo enega raziskovalca, pa rekla, pa dobro, pa kako se bom jaz boril proti temu, kaj se od mene pričakuje, sem potem našla v bistvu nekako eno sliko, oziroma sem si izložila, pa ne vem, a ne dela. Ja. No, skratka, izhajamo tudi pri teh misijah iz tistih SDG goals, ki so bili predstavljeni na začetku. A dela? Aha, bomo. Tako. No, se pravi, to so najvišji cilji, se pravi, če tako kot družba gledamo, da smo si te cilje zastavili na najvišjem možnem nivoju, kot neke zelo strateške cilje, je potem ta struktura zgleda takole. Te cilji so neka politična agenda, se pravi neka struktura, ki smo si jo zamislili, da jo želimo doseči kot družba, kot celota. Na naslednjem nivoju so v bistvu te misije, ki so targetirane, se pravi dokaj jasne, kaj mi želimo doseči, in v najnižjem nivoju so potem ti projekti, kjer se sodeluje. Do tukaj, recimo, da mi je bilo še kar jasno, pa še vse ne dovolj, da bi rekla, ok, kakšna je vloga posameznega raziskovalca. No, in jaz mislim, da to najlepše prikaže naslednja slika, kjer rečemo, če je naš najvišji cilj, ki izhaja iz teh ciljev, čisti oceani, potem je naša misija Plastic Free Ocean, in je to tudi naslovljeno, bodo vsi raziskovalno-inovacijski projekti na tem nivoju izšli s tem namenom. Tako da v bistvu, ko se gre in sodeluje v misijah, je nekako dobro imeti v mislih, kakšen tip projekta oziroma katere vsebine se tukaj naslavlja. Jaz sem tlele dala povezavo do enega filmčka, kratkega minutnega, pa če je možno, bi jaz prosila, da se ga zdaj mogoče zavrti na temo misij. Everyone has a mission to strive for what seems impossible. Missions drive us beyond our limits, and they produce a lasting impact on the lives of others. This is why the EU will adopt ambitious EU missions, a commitment to solve major societal challenges, like curing cancer, fighting climate change, living in smarter cities, ensuring soil health and food, and protecting our oceans. Each EU mission will have a specific time frame and budget depending on how difficult the challenge is, and it will spark innovation across sectors to deliver effective solutions. But to do this, we need you. EU missions are not only for scientists and entrepreneurs. Anyone who wants to contribute to a better future can get involved. By choosing specific missions, by implementing ambitious projects, by assessing their results. Your participation will make a difference. By working together, we can achieve much more. Let's fulfill our EU missions
Participate now. In zdaj, če nadaljujem jaz svojo predstavitvijo, recimo, da sem vas jaz zdaj že navdušila, in zdaj si vsi želite sodelovati v programu Obzorje Evropa in se vam nekako poraja že tisto vprašanje, kako bi pa jaz lahko sodeloval, je potrebno na začetku razjasniti nekaj, dajmo reči temu, osnovnih pojmov. V projektih Obzorja Evropa se načeloma sodeluje v konzorciju. Je en delček, ki je namenjen samostojnim upravičencem, to je tisti prvi steber, ki sem rekla, ERC, pa en del MSCA, Individual Fellowship recimo, vse ostalo govorimo o konzorciju. Zdaj, kako se oblikuje konzorcij, obstajajo pravila, najmanj 3 predstavniki različnih držav članic oziroma pridruženih članic in tako naprej. Dejstvo je, da tako majhnih konzorcijev jaz v praksi nisem videla. Najmanjši, ki sem se srečala, je bil 6, praviloma pa govorimo o recimo neki ekipi ali pa nekem timu 10 ali več institucij, ki sodeluje v projektu. Vprašanje, ki ga dobimo, je ponavadi, ko sodelujemo v konzorciju, nekdo je vedno, v drugih programih to imenujejo team leader ali pa leading partner, v Obzorju rečemo temu koordinator, nekdo je koordinator, ostali so pa upravičenci. Oziroma računamo na to, da bojo upravičenci. V prvi fazi ste prijavitelji. In zdaj vprašanje je, kaj biti. Ali če biti najprej koordinator, pa potem prijavitelj in tako naprej. Pisnega pravila ali pa nekega zapovednega ni. Je pa dejstvo, da boste težko kot institucija, kot posameznik na začetku kar takoj ratali koordinator, ker to zahteva kar nekaj veščin, nekega tudi menedžerskih nekih znanj in tega vsega, kar pa mogoče na začetku vam kot raziskovalcem, ki ste specialisti na svojem področju, mogoče majčkeno zmanjka. In zato prijazno priporočilo, če smem tako reči, pejte v projekt kot na začetku nek upravičenec, če vas tudi povabijo kot podizvajalec, da dobite občutek, kaj pomeni delati na projektu Obzorja, potem pa, ko pridete na okus, če smem tako reči, pa z veseljem vas podpiramo na tej poti, da dejte se lotiti tudi koordinatorstva. Tako da recimo neke baby steps ali pa mala šola je najprej prijavitelj oziroma sodelujoči upravičenec in potem koordinator. Ni pa to nikjer določeno, lahko ste že s prvim projektom, če boste tako želeli, tudi koordinator. Še dva termina, ki se dostikrat zamenjujeta. Vsak udeleženec ni upravičenec. In to je zelo pomembno. Zdaj govorim res o pravno-formalnem, zelo distinkcija. Zakaj? Zato, ker udeleženec je načeloma lahko vsak. In tukaj pridemo do tistega pravila, da lahko sodelujejo tudi tiste države, ki niso upravičene do financiranja. In potem se nekomu porodi vprašanje, pa zakaj bi pa jaz šel v projekt, če ne dobim nič denarja. Vstopajo z lastnimi sredstvi, zato ker pridobijo know-how, ker sodelujo z vami, ki ste odlični na svojih področjih in so voljni participirati. V tem primeru so oni zgolj udeleženci, upravičenec je pa tisti, ki je tudi iz projektov financiran in podpiše grant agreement. Tako da to je pomembno vedeti v kontekstu tega, ko se vi razmišljate prijaviti, recimo zdaj imamo situacijo, ali če ste mogoče v Združenem kraljestvu, status Združenega kraljestva, vemo nekako je pomembno vedeti, kakšna bo vaša vloga, ali vas bo financirala Evropska unija, ali boste dobili nacionalno financiranje, še vedno pa, če želite sodelovati na projektu, so opcije in informacije, da to ni možno, ni najbolj točna. Zdaj, vloge, če grem še korak dlje, zdaj ste se že odločili, da ste v projektu, institucija vam je dala zeleno luč, vi veste, katero področje vas zanima. Vloge smo rekli, lahko ste, se pravi, upravičenec, lahko ste, pridruženi partner, podizvajalec, tretja oseba, povezani subjekt in tako naprej. Kot sem rekla, ostanejo vam slajdi, jaz podrobno tukaj tega vsake od teh vlog ne bi razlagala, če so vprašanja, se jih potem lahko dotaknemo. Pomembno pa je, da veste, da to možnost imate, da razmišljate in ko boste prišli do tega, pa takrat razrešimo to, recimo, če temu lahko rečem dilemo. Zdaj grem še spet naprej po časovnici, se pravi, vi ste našli program Obzorje Evropa, ste se odločili prijaviti projektni predlog, oblikovali ste konzorcij, ste se prijavili in začne teči ta časovnica, ki jo vidite tukaj.
Tukaj je submission oziroma call deadline. Zakaj je to pomembno? Zato, ker delate vse preko portala, vse elektronsko. In tisti, ki poznate mogoče slovenski sistem, kjer delamo po ZUP-u, pa pozivamo udeležence, pa dopolnite vloge, tega tle ni. Se pravi, če je call deadline, Brussels time, 1700 hours CET, pa je čisto vsten, a ste v Singapuru ali pa v Bostonu, je to call deadline in do takrat je treba oddati. Naknadno pošiljanje, dopolnjevanje žal ni možno. Pa predpostavimo, da ste vi to vse lepo naredili, oddali v roku na način in v obliki, kot je predpisano. Greste v 5-mesečno obdobje, ko se te vloge pregledajo, evalvatorji to pregledajo in potem ste v primeru, če boste izbrani v financiranje kot konzorci, se pravi koordinator in tako, povabljeni da se pripravi grant agreement, to je pogodba, ne? In potem imate še eno obdobje, da se določene stvari mogoče popravijo, pojasnijo, ampak to so kakšne malenkosti. Tukaj ne morete velike major changes delati, ne? Zakaj? To imamo dostikrat vprašanje, ja, pa se zgodijo neke okoliščine. Žal ne gre, zato ker ko ste vi oddali projektni predlog v ocenjevanje, ste ga dali pod točno določenimi pogoji na način, kot ste predstavili, da boste to izvedeli. In zdaj, če bi vi nekaj naredili, kar oni imenujejo major change, to spremeni strukturo oziroma lahko tudi celo vsebino projekta. Boste mogoče zapeljali v neko drugo smer ali pa raziskovanje bo šlo v neko drugo, ne vem, dimenzijo. Zato to žal ni možno. Tukaj so samo malenkosti in potem pride do podpisa pogodbe in potem zadeva nekako steče. Zdaj, kako to gre, še ta podrobnost, ne? Ko se prejme to obvestilo, konzorci prejme obvestilo, konzorci kot celota, to poteka vse preko koordinatorja, zato to toliko poudarjam, koordinator je tisti, ki v bistvu bdi nad tem, da se vse lepo teče. Potem so še določeni časovni roki, v katerih se lahko stvari uredijo in potem pride do podpisa pogodbe in se lahko začne potem z delom. Mogoče za tiste, ki res razmišljate, pa se vam že porajajo ideje, obzorje na začetku omogoča avansiranje, tako da vi dobite na začetku tudi nekaj sredstev za to, da lahko začnete s svojim delom in avans, kar je zelo koristno oziroma zelo dobrodošlo, ne? Če vemo, da ta zalagalni sistem včasih je lahko kakšna težava za kakšno organizacijo, ne? No, in zdaj, tako kot sem omenila, kje dobite vse te informacije, kdo pa kako. Pa še preden pridem do teh informacij, do portala, ena zelo pomembna stvar, pa jo mogoče dostikrat spustimo, ker štejemo, vse vemo, ampak vedno je dajmo ponoviti. Sredstva vseh skladov EU se delijo na dva načina, ne? Mi vemo, da obstajajo centralizirani programi in decentralizirani programi. Zdaj, za tiste, ki niste pravniki ali pa vas to niti toliko ne zanima, je vprašanje pa dobro, kaj rabim jaz to spet vedeti, ne? Pomembno je zato, ker decentralizirani programi imajo, tukaj sem dala državo in to je mišljeno za tiste, ki ste z tega področja res v najširšem možnem smislu, ne? Se pravi ministrstvo, agencije, institucije, neki organi, neki umestniki, ki stvari prekontrolirajo, dajejo navodila, informirajo, zahtevajo neke dodatna listine, potrdila, navodila, karkoli in vse poteka v slovenščini. Za razliko, in tukaj so našteti recimo Evropski regionalni socialni sklad in tako naprej, za to vprašanje, ne, za ta del na tej strani, kamor spada obzorje Evropa, a so navodila v slovenščini? Ne. A so obrazci v slovenščini? Ne. Razen nacionalne kontaktne točke, ki dajemo informacije v slovenščini, vse poteka v angleščini. In še, a je kakšen umestnik? Ne. Vi, se pravi prijavitelj, institucija, do Evropske komisije nimate nobenega umestnika. To ima zdaj na eni strani svoje pluse, pa svoje minuse. Tisti, ki želijo dodatne neka navodila, obrazce in tako naprej, tukaj žal ne bojo dobila, ne? Če se bodo pa poslužili vseh dostopnih informacij, pa tudi dela nacionalnih kontaktnih točk, bojo pa na tej poti recimo temu lahko zelo, zelo uspešni. In zdaj, če ni obrazcev, če ni navodil, če ni ničesar, ja kako boste pa potem delali, ne? In odgovor je Funding and Tenders Opportunities portal. Mogoče nekateri se spomnite, temu se je v obzorju 2020 rekel Participant portal, pa se je v vmesnem času potem preimenoval. In zdaj,
Ko odprete to stran, se pravi ta portal tukaj, lahko ga pogooglate, se ga dobi takoj, boste videli tukaj eno vrsto enih programov. In če spomnimo na prejšnji slajd, tukaj so navedeni centralizirani programi. To se pravi vsi tisti programi, ki nimajo vmesnika vmes. In potem tukaj noter, recimo eden izmed njih je Obzorje. Mogoče nekateri poznate Erasmus, pa še mogoče LIFE, European Defence Fund in tako naprej. Oni so tudi tukaj našteti. Zdaj, komisija si je zaželela in z Obzorjem Evropa imamo tako imenovani korporativni pristop. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da se ta pogodba, ki se podpisuje, ta grant agreement, pa te informacije, naj bi bile nekako za vse programe. Izhajajo pa seveda iz Obzorja 2020. So plusi pa minusi, spet rečem, je pa res, da za vas na drugi strani, za prijavitelje, za tiste, ki projekte izvajate, je pa to mogoče recimo temu lahko lažje. Kje se nahajate na tej strani, vam kaže tale zgornja vrstica, se pravi, če sem jaz tukaj na tej hiški rumeni, pomeni, da sem na osnovni strani. Če grem korak dalje in se vprašam, katere informacije lahko dobim brez registracije oziroma za katere informacije se rabim registrirati, boste zelo hitro videli toliko časa, kolikor boste lahko kliketali, boste dobili informacije, sicer je pa potem dobro, da se vpišete, da se registrirate, da do informacij lahko potem dostopate. Tukaj sem dala en primer, recimo, da bi se ukvarjali z varnostjo hrane, recimo, da bi bilo to vaše področje raziskovanja ali pa da bi vas to zanimali. Delovnega programa si niste pogledali, enostavno vam ni, bi pa iskali po ključnih besedah. To ključno besedo lahko tukaj vpišete in seveda, tako kot vedno, stisnete search in se vam bo pokazala ta maska. To je čisto isto, če bi napisali ne vem katerokoli drugo besedo, ki je z vašega področja, to se lahko igrate potem sami. In tukaj boste videli, v kateri fazi smo, se pravi, kaj je napovedano, kaj še prihaja, kaj je v bistvu odprto, kaj so zaprti projekti in dobite res veliko informacij. In potem recimo tukaj, ko greste, poklikate, recimo, da bi vas zanimal tale razpis, ki je tukaj obkrožen. Se pravi, se vam bo odprla maska in bodo noter navedene vse tiste informacije, ki so za vas pomembne v smislu oddaje projektnega predloga. Noter ne bo napisano, ne vem, kako oblikujte konzorcij, s kom se dajte povezati, koga dajte. To ne. To se šteje, da vi te informacije že imate. Ponekod je naveden tudi del, kjer se išče partnerje, tako imenovani se odpre pod okno partner search. Lahko greste tudi po tem ključu in iščete svoje kolege, recimo, ki v drugih državah, druge po svetu raziskujejo to vaše, to zadevno področje. Načeloma je pa tako, da se že prej vi poznate v bistvu tiste vaše glavne, če smem tako reči, kolege, ki se s tem ukvarjajo in potem že razmišljate, že prej oblikujete nekako idejo, kje bi pa lahko sodelovali, kako bi se mi lahko povezali, da se prijavimo na en tak razpis. Tako da poteka to dvosmerno. Evropska komisija organizira tudi tako imenovane brokerage events. To so odprti dogodki, brezplačni. Tudi tega načeloma, če je neko področje, pa bi bilo vam zanimivo, tudi to se lahko udeležite, nekaj online, nekaj v živo. Skratka, iščete, poskušate se povezati s tistimi, ki so na vašem področju, tisti, ki bi lahko pomagali tudi v nekak razvoju vaše kariere ali pa vašega delovanja na vašem strokovnem področju. Zakaj toliko časa temu portalu? Ponavadi v preteklosti se s tem nismo toliko ukvarjali, zaradi tega, ker vse poteka elektronsko. Vi danes na Obzorju nimate nič več na papirju. Se pravi, vse, kar oddajate, vse dokumente, vse se nalaga na portal, tako da v bistvu se kot institucija, kot posameznik, puščate neko sled, tudi potem kasneje, ko poročate, oddajate vse dokumente na portal in je potem kasneje, tudi ko je revizija ali pa kakšna kontrola, se iz portala jasno vidi, koliko daleč ste prišli, kaj ste izvedeli, kaj je bilo narejeno in v kakšnem časovnem okviru. Tako da s portalom, jaz bi rekla, tisti, ki ga še ne poznate, se majčkeno bolj nekako poglobite, pa da se bolj spoznate z njim. Zdaj, v bistvu, za tiste, ki pa se mogoče ukvarjate s takim področjem, ki vam pa Obzorje trenutno ne nudi, recimo, da Obzorje Evropa ima neka področja, ki so močnejša, pa zanimivejša,
Določena so pa mogoče spuščena, recimo družboslovje, humanistika, nekako opažamo, da ni toliko. Pa bi se človek vprašal, pa dobro, pa zakaj je ta portal lahko za mene zanimiv? V tem zavihku tukaj, boste videli, če smo bili prej tukaj na začetni, imate zavihek work as an expert. To pomeni, da vi lahko sodelujete tudi kot strokovnjak, kot evalvator in se potem vpišete v to bazo. Zdaj spet, to delo, če bi bili izbrani in bi ga opravili, je tudi plačano, to ni brezplačno, ampak ni samo ta finančni motiv. Jaz bi rekla, vsi tisti, ki se zanimate ali pa bi vam bilo to zanimivo, je to dobrodošlo, ker v takem primeru ali pa s tako nalogo, če jo imate, zelo hitro dobite občutek, ko berete projektne predloge, kaj je tisto, kar bi šlo lahko, in kaj je tisto, kjer kaj takega manjka, da to je pa težko spustiti naprej. Tako da bi jaz rekla, mogoče se vpišete v to bazo, razmislite, pa če boste povabljeni kot evalvator, da imate tudi to izkušnjo. Če imate čas, če imate voljo, če vas zadeva zanima, v nasprotnem primeru imate pa informacijo, pa mogoče lahko podelite z nekom, ki bi mu to bilo lahko zanimivo. Komisija pa ves čas išče strokovnjake, ker jih zanima, ker želijo imeti tiste ljudi, ki zadeve res poznajo v bistvu na dosegu roke. Tako kot sem danes večkrat omenila, kdo vam lahko na vaši karierni poti pomaga, to je naša mreža nacionalnih kontaktnih točk. Jaz imam dvojno vlogo, sem tako koordinatorica te mreže kot oseba, ki pokriva pravno-finančna vprašanja. V tej mreži nas je kar nekaj, ki pokrivajo potem še tudi vsebinska področja. Imamo tudi kolege, ki poznajo toliko obzorje, da bi lahko namesto mene tudi to predstavitev opravili. Skratka, mi vam nudimo vse to, kar je brezplačno, znanje je dovolj, izkušenj tudi kar nekaj, tako da na vas pa je, da pač se te pomoči poslušate, če boste menili, da je to za vas v bistvu aktualno. Zdaj tu govorim na nivoju pač posamezne države, kako je to organiziran. Potem imamo pa še en nivo, ki se ga dostikrat zanemari, pa je zelo pomemben. To je nivo institucije in tukaj dostikrat pride upoštev delo kolegov v projektnih pisarnah. Kar pomeni, da če imamo mi na nivoju države ali pa vi v svoji državi neko pravilo, imate lahko znotraj institucije mogoče majčkeno drugače ali pa majčkeno specifično in to je treba upoštevati, zato ker obzorje ves čas govori o tako imenovanem beneficiaries usual practice. Tukaj pa govorim o računovodskih praksah, kadrovskih praksah, zaposlovanje, odhodi na poti službene, porodniške in tako naprej. Da vi tega ne morete vedeti in tudi se ne pričakuje, da bi vi to vedeli. Je pa dobro, da veste, kdo so tisti ljudje v vaši organizaciji, ki to vejo in vam to lahko pomagajo. Zato, ker to je pomembno, že ko boste pisali projektni predlog, da o tem razmišljate, tekom izvajanja še toliko bolj, ko pride do zaključka najbolj, boste jih pa v bistvu najbolj rabili, če bo kakšna kontrola ali pa revizija. Tako da je škoda, da bi se spoznali čisto na koncu tega nekega procesa in je lepo, če se v bistvu cel proces pelje z roko v roki tudi s temi strokovnjaki. Potem so tukaj še podporne službe. Tukaj mislim predvsem res računovodstvo, kadrovska služba, ne vem, kaj imate še vse ostalo. Zakaj? Zaradi tega, ker te gospe, gospodje, ki tam sedijo, mogoče res ne poznajo obzorja, vejo pa podrobnosti, kako je poslati nekoga na izmenjavo, ne vem, v Brazilijo, kaj pomeni povračilo dnevnice, kaj pomeni, ne vem, glede nekih davkov in tako naprej. To vam bodo te lahko pomagali. In zato je dobro, da ste tudi z njimi, nekako bom rekla, v kontaktu. Zdaj pa za splošne informacije je pa vedno dobro tudi to, da ste na dogodkih, da ste prisotni, na nekih infodnevih, na brokerage eventih, da se nekako pozicionirate, seveda vi imate zdaj tudi vse te strani od LinkedInov, Instagram in tako naprej, vendar včasih ni niti dovolj prostora, da se razdela ali pa podrobno pogleda, kaj vi počnete oziroma kaj je vaše polje nekako raziskovanja. Tako da je dobrodošlo, da se takih dogodkov, če le imate čas pa možnost, tudi seveda udeležite. Kot sem rekla, koristne informacije dobite tako na naši spletni strani kot na portalu. Portal se boste prej morali z njim spoznati, ker to je res osnovna točka v bistvu za pridobivanje informacij. Tukaj sem navedla službo komisije Research Inquiry Service, pa z namenom,
Načeloma vi kot fizične osebe, kot raziskovalci posamezniki lahko pišete na to službo, ne? Če bi imeli, ne vem, neko vprašanje vezano na vaše delo, na vaš projekt, ampak vas bo komisija zelo hitro napotila na nacionalne kontaktne točke. Tudi v tem primeru, če so vprašanja, bi jaz rekla, dajte nas pokontaktirati, potem mi vprašamo na komisijo in delimo te informacije, seveda brez imenov, priimkov institucij, ampak delimo tistim zainteresiranim, ki si lahko s tem seveda pomagajo. Mogoče še ena zanimivost, vse nacionalne kontaktne točke ne sedimo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ampak smo po različnih institucijah, seveda pa to ne pomeni, da delamo en mimo drugega, pa en za drugega ne vemo. Oziroma prakso, ki je bila včasih, pa zdaj več ne opažamo, da se pošle informacija, ne vem, recimo kolegom na Spirit, potem se pa to isto vprašanje pošle še nam na MIZŠ in se komparira, je to isti odgovor ali ni, ne. Mi se že prej usedemo pa predebatiramo za tiste vprašanja, ki so v bistvu prečna in zahtevajo malce bolj širok ali pa poglobljen odgovor. Tako da kogarkoli boste kontaktirali, mi med sabo se bomo že uskladili, da vam bomo zagotovili ustrezen odgovor, tako da v bistvu ste prijazno vabljeni, no, da se z nami povežete. Zdaj, jaz prihajam do konca svoje predstavitve in tako kot sem na začetku povedala, sem želela na to dolgo predstavitev dati v bistvu 5 ključnih poudarkov, odgovoriti na 5 ključnih vprašanj. In to je, če se vprašamo, kaj je Obzorje Evropa, tako kot je naš gledalec online lepo povedal, to je 9. okvirni program EU za raziskave in inovacije, to zdaj vsi vemo. Če se vprašamo, kako se lahko vi skozi projekt vključite, smo rekli, lahko ste upravičenec ali pa koordinator, pojasnili smo kdaj kaj. Nekateri razpisi ali pa področja omogočajo sodelovanje monobeneficiarja, se pravi kot posameznika, sicer govorimo ves čas o konzorciju. Na naslednje vprašanje, kje so objavljeni razpisi, kje informacije, kje dobim, je za vas pomemben tale portal, tako da če ga ne poznate, se spoznajte, če ga pa že, se pa še majčkeno poglobite znanje. Za tiste, ki vas ne zanima sam portal v smislu prijave, vprašanje, zakaj je zanimivo, zato ker se lahko pišete v bazo evalvatorjev in tudi tukaj pridobivate znanje in širite neke svoje tudi veščine naprej, in tudi to bi bilo lahko mogoče za vas koristno. Na koncu koncev, kdo vam na vaši poti lahko pomaga, nacionalne kontaktne točke, projektne pisarne in pa podporne službe vaših institucij, ki v bistvu skrbijo za to, da vse nemoteno teče, pa jih marsikdaj v bistvu spregledamo, pa so zelo, zelo pomembni za vse te procese. S tem jaz v bistvu zaključujem svojo predstavitev, se vam zahvaljujem za vašo pozornost, pa hkrati odpiram prostor za kakšno vprašanje, komentarje, ideje pa predloge. Hvala lepa. Ok, zdaj imam v bistvu tako, če ni nobenih vprašanj, pa ničesar, ali sem res vse povedala, ali pa zadeva toliko kompleksna pa komplicirana, da se vsem v bistvu sem vas vse zgubila. Ne, imam vprašanje. Se oproščam. V Horizon, v Obzorju 2020 je bilo na predlog Finske in Slovenije možno, rekel, v prijavi dati 8.000 evrov več, kot je bila letna plača. Ali to pravilo velja še tudi v Horizon Evropa? Prvo vprašanje, drugo vprašanje pa je, kje so te razlike, se oproščam, kje so razlike med Obzorjem 2020 in Obzorjem Evrope, če lahko malo vse ključne zadeve pojasnite. In še tretje vprašanje, ali lahko recimo SP-ji, manjši DOO in tako naprej, sodelujejo morda niti ne kot partnerji, ampak kot podizvajalci, ker kolikor vem, v Obzorju 2020 so bile neke omejitve, so te omejitve ukinjene, so drugačne zdaj v Obzorju Evropa. Hvala lepa. Hvala lepa za vsa 3 vprašanja. Bom poskušala iti sistematično pa po vrsti. Additional remuneration oziroma dodatno nagrajevanje, če ste to mislili, teh 8.000, to je bila posebnost Obzorja 2020. Žal v praksi se to ni izkazalo za neko zelo uspešno prakso, tako da je Obzorje Evropa uvedel prvo novost in to je project-based remuneration. Razlika
med obema je, da ko govorimo o teh 8000, smo govorili zgolj o dodatkih. To je šlo potem za dodatek. Ko govorimo po project-based remuneration, pa govorimo o plači, ki bi bila drugačna, kot je standardna plača določena po sistemu recimo plač javnih uslužbencev. Tako da to je ena razlika, to je recimo ena novost. Druga novost, ki je bila uvedena, je, da institucija mora imeti tako imenovani gender action plan, oziroma se vsebine enakosti spolov se prepletajo skozi cel program in jih je treba tudi nasloviti v projektih. Kar se tiče finančna, ena večjih novosti je uvajanje sistema financiranja ne več samo po dejanskih stroških, ampak po sistemu lump sum. To je kosovno ali pa tisti, ki poznate kohezijo, standardni strošek na enoto. In pa ena zadnjih novosti vezano na evalvacije se uvajajo blind evaluation. Tega v obzorju 2020 recimo nismo poznali. To je bilo v bistvu, kar se novosti tiče. In pa zadnje vprašanje, če mi pomagate, je bilo pa na temo... Ali so lahko SP-ji in DOO-ji podizvajalci? Ja, to, da SP-ji ne bi smeli biti tudi v obzorju 2020, jaz te omejitve moram priznati ne poznam. Načeloma je v obzorju lahko, tudi že v obzorju 2020, pa tudi v obzorju Evropa lahko sodeluje vsaka organizacija, ki bo šla čez postopek, rečemo, ki ga naredi komisija pred pridobitvijo tako imenovane PIC številke. To je ena validation service, ki je na komisiji, ki vsako institucijo, ki te PIC številke, to je podobno kot davčna ali pa matična, evalvira oziroma pregleda, če je ta institucija zaupanja vredna, in ko dobi to številko, se šteje, da lahko sodeluje. Seveda pa tudi institucija lahko sodeluje kot podizvajalec, bi pa opozorila, da je potrebno paziti, da v primeru podizvajalca je to potrebno najaviti že v projektnem predlogu, pa ne z imenom pa priimkom, ampak da se reče, mi bomo dali podizvajati te in te naloge, zato da se stroški ustrezno umeščajo, recimo to je kategorija B v tisti finančni tabeli, ker naknadno uvajanje podizvajalcev pripelje do dodatnih postopkov in dodatnih procedur, ki pa si jih ne bi nekako želeli. Tako da načeloma odgovor je da, bi pa rekla, da je v bistvu dobro premisliti, v kakšne vloge vstopamo in pa v primeru, če institucija nima PIC številke, naj pristopi in jo pridobi, tudi če ne bo takoj sodelovala, ker to instituciji ostane. Vi pa recimo ti, ki ste že v institucijah, pa tega ne veste, ali zdaj imamo to številko ali nimamo, odgovor dobite v projektni pisarni. To vam bodo gospe in gospodje tam znali lepo povedati. A sem vse odgovorila še kakšno podvprašanje? Smem morda samo pojasniti, nisem bil natančen pri vprašanju, zadnjem vprašanju. Namreč v obzorju 2020 niso mogli bistvenega raziskovalnega oziroma sploh raziskovalnega dela opravljati nekateri, rekel, podizvajalci. Ne temeljno nujno, da je raziskovalno delo bilo opravljeno s strani registriranega partnera, ki ima PIC, ne? Ja, tako, to pravilo načeloma še vedno velja, zato ker bi evalvatorji težko ali pa komisija težko razume, da vi neko osrednje delo, to se pravi tisto, kar je srž in bistvo raziskovalnega projekta, v narekovajih outsourcate. Namen podizvajalcev je, če dam lahko recimo primer, če delate na področju IT-ja, pa razvijate neke robote, neke sisteme, da potem podizvajalec testira en delček ene programske, vsebine, to počne 3-6 mesecev in potem sporoči, program je ustrezen ali pa ni ustrezen. Ni pa to osrednje delo raziskovanja. Tako da v tem kontekstu je glede na projekt dobro razmisliti, kako vključujete oziroma kaj so naloge podizvajalca. Tako da bi rekla, tukaj tako kot komisija pravi, case by case, ni nekega unificiranega pravila, načeloma glavno pravilo pa je, da osrednje raziskovalno delo težko outsourcamo, to pa najbrž je razumljivo, da bi pa morala institucija sama opraviti oziroma konzorcij kot tak sam opraviti. A smo izgubili? Ne. Ok, potem na tej točki, če ni več vprašanj, res iskrena hvala za vaš čas, za potrpežljivost, pa tisti, ki se boste prijavljali, obilo sreče. Hvala lepa.